Hvala za povabilo. Tako kot vse vas tukaj je tudi mene povezovalo s profesorom Melikom, pravzaprav zelo veliko. Do diplome sem pač napravil pri njem izpit, medtem ko potem takoj po diplomi, ko sem dobil prvo delo v Narodnem muzeju in sicer postavitev zbirke taborskega gibanja v Ljutomeru, se je pa to sodelovanje veliko bolj intenziviralo. Jaz sem namreč skupaj s sodelavci Narodnega muzeja skrbel za postavitev zbirke, ki moram reči, je takrat res bila ena moderna zadeva. Medtem ko je profesor Melik bil zadolžen za prispevek v katalogu. No, tudi tukaj je bilo veliko srečanj, kot jih tudi drugi poznate, in sicer so se mi najbolj vtisnila srečanja s profesor Viktorjem Vrhnjakom, ker ko sta ta dva sedla in začela razpravljati, po moje ni bilo vasi, kjer ne bi prišla čisto do dna tamkajšnjega življenja. No, potem naslednje po tej zbirki taborov je bil magisterij, je bil doktorat, kjer je bil profesor Melik mentor in kjer je bilo tudi nekako zasidrano delo, ki sem ga potem vsaj v tej raziskovalni dejavnosti opravljal. Naslednje so bila zelo v velikem sodelovanju srečanja na rimskih simpozijih, kjer smo pač obravnavali osebnosti iz slovenskega cerkvenega življenja. Že tako sami tabori, obe nalogi in pa potem to sodelovanje v Rimu je nekako napeljevalo na to področje pomena dela slovenskih duhovnikov v slovenskem političnem, gospodarskem pa tudi kulturnem življenju. No, profesor Melik je imel običajno pregledna predavanja o političnih razmerah, ki so seveda bila vezana na to področje. Eden od simpozijev smo bili tudi priča, ko se je rokoval s papežem na audienci. No, že v Ljutomeru je nekako bila nekakšna prelomnica med Kardeljevimi pogledi na tabore in pa pogledi profesorja Melika, kjer ni bilo več, bi rekel, te cerkvene feudalne družbe, ampak glavna zahteva na taborih je bila zedinjena Slovenija, ki se je pojavila leta 1848, čeprav je bil tabor, ki jo je oznanjal, maloštevilen. To je bil v glavnem samo del zlasti mlajše duhovniške in posvetne inteligence in študentov. Tako da je duhovnike res vključeval od vsega začetka. Zakaj naslov duhovniki? Ravno zato, ker je tako v zvezi z magistrskim delom, kot tudi potem v doktorski disertaciji, namreč Dunajski dnevniki o slovenski politiki v tem času taborov, seveda izpostavljal prvič liberalno-klerikalna nasprotja, ne samo v slovenskem prostoru, ampak ne samo z gledišča domačega slovenskega prostora, temveč predvsem z gledališča recimo dunajskih časopisov, ki so to širili po celi monarhiji. Duhovniki, če se spomnimo samo Slomška, Majarja, pa tudi Valentina Staniča, so bili namreč prvi informatorji
Šafaržiku, ki je potem napravil res odlično in realno jezikovno mejo na Koroškem. Ta zemljevid je potem prevzel Karl Bernhardi s svojim zemljevidom nemških dežel leta 1843, kjer je prvič na nemškem zemljevidu tako natančna meja in ki je potem v fizikalnem atlasu leta 1946 na zemljevid prvič napisal nemško ime za Slovence Slovencen. Tako da so tudi na tem področju bili ti duhovniki, bi rekel, glavni informatorji. No, glavna nasprotja so se začela predvsem v času taborov do Dunajske vlade in sicer zaradi tega, ker so pač slovenski duhovniki pripomogli k zmagi na volitvah slovenski strani in potem seveda zaradi nasprotovanja novi šolski zakonodaji. To nasprotovanje pa nikakor ni bilo samo, bi rekel, svetovno-nazorsko, ampak tudi pomembno jezikovno vprašanje, namreč kdo bo imel pravico odločati na jeziku. O jeziku seveda je bilo to veliko bolj problematično na Štajerskem in na Koroškem, kot pa tukaj v Ljubljani. Danes je nekako uveljavljeno ime za cerkev RKC, Rimokatoliška cerkev. To je gotovo velja tudi za čas monarhije, saj drugačna ni mogla biti, pa vendar lahko izraz zavaja. Namreč takrat cerkev nikakor ni bila še tako centralistično glede slovenskega prostora pristojna, kot je to danes. Stiki so tekli preko cesarja. Cesar je bil tisti, ki je imenoval škofe. Nenazadnje je cesar podpisal tudi selitev sedeža za mariborsko škofijo. Duhovniki večinoma niso študirali v Rimu, eden redkih je bil misija, kasnejši kardinal v Gorici. Se pravi, že po tej poti so bili duhovniki veliko bolj odvisni od političnih oblasti, kakor bi se zdelo, in veliko manj od Rima, kakor bi se tudi zdelo. Če bi nekako rekel, kakšna je danes Melikova dediščina glede tega, žal mislim, da vsaj v javni publicistiki ne gre v njegovi smeri ostajati pri realni zgodovini. Problem, ki ga danes imamo, je glorificiranje, beatificiranje na eni strani in demoniziranje na drugi strani. Ni treba veliko primerov, vzamemo lahko Slomška in Mahniča. Slomšku ne gre nič odrekati. Narobe je to, da se mu pripisuje pomen za škofijsko mejo, za selitev sedeža, kar sploh ni mogla biti njegova zasluga, niti kompetenca. Zakaj bi ne priznali zaslug škofu Auerspergu iz leta 1773, ki je kot prvi narisal tudi jezikovno mejo na Štajerskem, kot škofijsko mejo, ali dunajskih uradnikov leta 1804, ki so to novo južno-štajersko škofijo imenovali Vindišes bistum, do nje ni prišlo zaradi vojn, in na koncu salzburškega nadškofa Maksimiljana Tarnocija, ki je res ponovno ta projekt mu dal tek in ki je potem tudi bil uresničen, seveda v novih razmerah, ko je bila že jezikovna meja z sodno mejo nekje določena in ko je tudi slovenščina bila že priznana kot uradni državni jezik. Ironija usode je, njegova zasluga je bila, da ni imenoval, ker je bil takrat na vrsti, graškega škofa, dokler zadeva ni bila urejena. Njegov naslednik Atems je bil pa prvi graški škof, ki je v Slovenskih Goricah pridigal slovensko.
O Mahniču beremo, slišimo predvsem očitki, da je postavljal narodnost pred vero, rimski katolik. Tukaj mislim, da bi bilo treba razmerje primerjati predvsem z Nemčijo, kjer se začnejo leta 1883 velike proslave ob 400-letnici Lutra, recimo glavni zgodovinar Trajčke, ki ga postavlja ne samo kot začetnika vere, temveč tudi tistega, ki je Nemce zadolžil, da samo protestantizem bo nekako rešil njihove meje proti drugim narodom. To, kar so pri nas, vsaj za Maribor, pisali protestanti, je v Jarbuhu leta 1909. No, tudi nekako v sodelovanju z Melikom sem prišel do tega Mahničevega dosjeja na Dunaju, ko je šlo za podelitev priznanja, odlikovanja, ki so jih vsi dobili škofje leta 1914, razen Mahniča, češ da je srbofilsko usmerjen. Bilo je potem veliko pisanja, njegovi duhovniki na Krku, obsojeni, preganjani, čeprav se ni vse izvršilo. No, zanimiv je pa kot tisti, ki je napisal potem na Dunaj pismo, kjer, tako kot noben drug škof, ne brani svoje hrvaške duhovščine pred vsemi napadi oblasti. Enkratno pogumno dejanje. Med drugim mu očitajo, da je preveč usmerjen proti Italijanom, vendar če vemo, da so ga po prvi svetovni vojni leta 19 dobesedno ugrabili, prepeljali v Frascati, kjer je smrtno zbolel in ob vrnitvi se je tudi vrnil in doma umrl. Se pravi, da pač pogledamo osebnosti z njihovega zgodovinskega vidika. Žal, kot imamo v sobotni prilogi, uradna razklanost skupnosti, spet rimski katolik, zraven zapis o Štajerski, ki me zelo žalosti, zato ker gre res, žal je napisala to zgodovinarca, da gre res za izrabljanje nekih zgodovinskih mitov, za ustvarjanje drugih mitov o razklanosti Slovencev. Hvala.